Ukrepi za nadzor nad tobakom so eden od najučinkovitejših načinov porabe javnih sredstev za izboljšanje zdravja. Zakonodaja, ki ureja to področje, je sprejeta in je podlaga za mnoge aktivnosti na področju zmanjševanja rabe tobaka. Za nevladne organizacije je primarni cilj zmanjšati, pozneje pa v celoti omejiti vpliv tobaka na zdravje. Čemu je, poleg uveljavljanja nadzora nad upoštevanjem zakona, potrebno še posvetiti pozornost. Za dosego spoštovanja zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov pa se mi zdi ključnega pomena povezovanje vseh akterjev, se pravi javnega sektorja, nevladnega sektorja za dvig prepoznavnosti zakonodaje in upoštevanja le-te. Kar se tiče zmanjševanja rabe tobaka in alkohola, seveda zakonodaja še ni tisto, kar zagotovi uspeh na dolgi rok. Gre za neko kontinuirano delo. In treba je spremljati, kaj počnejo v bistvu najbolj napredne države na tem področju. Številne so si že zadale končno letnico končanja prodaje tobaka. Recimo to naredila Irska, Nova Zelandija, Norveška, Velika Britanija. To je kar velika tema in mislim, da je Sloveniji tudi napočil čas, da se s tem soočimo, da če želimo biti napredna država, da začnemo v to smer razmišljati. Na nek način se nam zna zgoditi, da bomo malo zamudili evropski vlak na tem področju, se pravi zmanjševanja rabe tobaka oziroma tobačnih izdelkov. Namreč mi si postavljamo cilje, ki so zdaj že trenutno celo malo neaktualni. Recimo cilj Slovenije je nekako do leta 2025-30 30% zmanjšanje uporabe tobačnih izdelkov. Moram povedati, da je to razmišljanje majčkeno pase. Namreč v svetu razvitejše države se ukvarjajo z idejo popolne, se pravi, družbe brez tobaka. Se pravi, družbe, kar si tudi mi želimo. Mi si želimo družbo brez prisotnosti tobačnih izdelkov, kjer recimo nihče ne bo izpostavljen tobačnemu dimu oziroma škodljivostim tobačnega dima in kjer noben otrok ne bo prižgal prve cigarete. Eno od pomembnejših vlog pri informiranju javnosti o vplivu tobaka na zdravje ljudi imajo mediji in kulturne organizacije. Z oglasno vsebino, kot tudi z ostalimi vsebinskimi prispevki, tako verbalno kot neverbalno vplivajo na trende obnašanja pri mladih. Sprejeli smo novo tobačno zakonodajo. Zdaj prišlo do neke take stagnacije ali pa bi rekel mogoče malo do pasivnosti na tem področju, tako širše javnosti kot strokovne javnosti in pa predvsem medijev. Opažamo seveda, da se na nek način tobak oziroma kajenje vrača v medije, vidimo oglaševanje s strani nekaterih inštitucij z področja kulture. V Ameriki pa so sodišča naložila tobačnim podjetjem, da se oddolžijo za desetletja laži na ta način, da 5 dni v tednu v naslednjem letu bodo morali oglaševati o škodljivostih, se pravi iskrene oglase o škodljivosti tobačnih izdelkov. To je neverjetno napredna odločitev in priznanje na nek način, da je tobačna industrija zelo zavajala. Oziroma, koliko je škodljiva in koliko je smrtna ta industrija. To se v Sloveniji ni zgodilo. In v Sloveniji še vedno živimo z nekim občutkom, da češ tobačna industrija se je spremenila, delajo zdaj manj škodljive izdelke, ampak to je vse samo navidezno. V resnici še nikoli niso priznali večine stvari, pomembnih stvari, kar se tiče posledic kajenja in tobačnih izdelkov. Zelo pomembno bi bilo, da bi mediji v bistvu podrobno in natančno poročali o tej temi. Eden sodobnejših pristopov ozaveščanja mladih ter podpore pri opuščanju kajenja je uporaba socialnih omrežij, kot je na primer Facebook. Ta je tudi pri ostalih starostnih skupinah pomemben informacijski kanal. Facebook je v bistvu medij današnji, ki v bistvu lahko nudi možnost nam kot organizatorju tega projekta, da zastavimo skrito skupino, torej en varen prostor za te udeležence, ki bi želeli biti del naše kampanje. V bistvu cilj globalni je, da povežemo te ljudi, ki so se odločili, da bodo prenehali za svojo zasvojenostjo, da dobijo res ta varen prostor in tudi pomoč strokovnjakov, da dobijo tisto motivacijo, da jim potrkamo na tisti del,
ki že dejansko si želi odvajati od kajenja, ampak še niso zbrali dovolj moči in dovolj poguma, da bi ta korak dejansko naredili, in pa da od zadaj imajo tudi res to podporo na vsakem koraku, ker pač vemo, da bodo nastopile krize, da bodo prišle faze, ko bodo tudi želeli odnehati, tako da jih v bistvu zajamemo in jim omogočimo, da bodo čim lažje šli preko tega. V bistvu ciljna skupina so tudi mladi, tako že tudi srednjošolci, osnovnošolci, pa tudi vsi, ki so tudi pod zakonodaji v tem pač do 29. leta. Tako da mladi so samo en segment te celotne ciljne skupine. Seveda Facebook je medij, ki je med mladimi danes pač nekaj čisto vsakdanjega, domačega, tako da pač računamo na to, da se bodo lažje povezali v skupino tudi preko tega. Za nevladne organizacije je ob vseh že doseženih ukrepih pomembna tudi uvedba namenske trošarine. To bi namenili razvoju ustreznih zdravstvenih in preventivnih programov. Najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje rabe tobaka, predvsem med mladimi, je dvig trošarin. In tu bomo seveda apelirali na Ministrstvo za finance z pobudo o spremembi trošarinske zakonodaje. Vemo, da je najučinkovitejši in ekonomsko najvzdržnejši ukrep zraven zvišanja cen, seveda posledično je pa trošarinska politika, se pravi zvišanje trošarin. Tukaj veliko več pridobimo, kot izgubimo, in tu ni kontraargumenta, razen argument nevednosti. Seveda zdaj spet gre za to na eni strani dobiček, na drugi strani škodo. V Sloveniji vemo, da je razlika med dobička praktično ni, pri tobačnih izdelkih, če smo lahko zelo iskreni, razlika med tako zvanim dobičkom v obliki trošarin za državo in ostalih davkov, kot recimo izgub na področju, posledično škode povzročene na področju zdravja, je recimo 450 milijonov proti 4-krat višjim izgubam iz tega naslova, in tu bomo seveda apelirali na Ministrstvo za finance z pobudo o spremembi trošarinske zakonodaje. Nenehno ozaveščanje ter preventiva sta področji, ki zahtevata največ pozornosti in podpore. Zato Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo temu posveča veliko pozornost. Obenem pa se zavzema tudi za uvedbo tako imenovanega tobačnega sklada z namenom krepitve zdravstvenega varstva in ukrepov preventive. Ob svojem delu se povezujemo s centri za krepitev zdravja, predvsem z dvema, ki delujeta v zdravstvenem domu Celje in v zdravstvenem domu Sevnica. Gre za prenos modelov dobrih praks in za strokovno pomoč strani centrov za krepitev zdravja. Vemo, da jih bo do leta 2025 že veliko več in želeli bi se seveda povezovati z vsemi tudi na terenu. Prenašamo, kot sem povedala, modele dobrih praks tudi iz tujine in vključujemo v nacionalne programe. In da Ministrstvo za zdravje stoji, nam pomaga, nas financira, tudi na tem področju smo lahko zelo veseli. Te vrednote, če jih utrjujemo pri mladih, se pravi neko zdravje, zavzemanje za svoje življenje, če lahko tako rečem, kar pridnost, delavnost, neka pozitivna samopodoba, ker je že to nek tak pojem, ampak kaj to pomeni. Otroke mlade je treba vsakodnevno spodbujati in kot sem že omenila, smo veseli, da vidimo, da se to v osnovnih in v srednjih šolah že dogaja, da se ljudje za to, da se učitelji za to zavzemajo, da delajo na tem. To se mi zdi tako pozitivno. Jaz bi povedal, da je na preventivo treba gledati kot na investicijo, se pravi, to je ekonomska postavka, ki izboljšuje razmere v gospodarstvu, pri nas to je treba vedeti, zdravje je v vseh politikah, to vemo, zdravje je res ključno, tudi za gospodarski razvoj države, in želeli bi si, premalo se vlaga v preventivo v Evropi, vlaga se od 1 do 3%, to je absolutno premalo. Preventiva je predobra naložba, da bi tako malo denarja vlagali v njo, ampak seveda kvalitetna preventiva. Tudi tu je treba še kaj narediti, da bo preventiva takšna, kot mora biti. Torej imamo neko prehodno obdobje, ki je izboljšalo financiranje teh preventivnih programov in raziskav in podobnega, ampak želeli bi si, da se to stabilizira, da se to uzakoni, da dobimo enostavno, se pravi, tobačni sklad, s katerim upravlja Ministrstvo za zdravje, ki bo sigurno znalo ta sredstva najboljše razporejati in seveda, da se preventivni programi
odvajanja in bi rekel zmanjševanja posledično škode teh škodljivih razvad koriščenja teh plača iz naslova, s katerega se povzročajo vse te bolezni in vsa ta škoda. To pomeni iz ponudnika teh izdelkov.